Park Celje. Zdravo, moje ime je Iztok, sem kuhar v gostilni Stari Piskar. Danes bova z Jakobom iz NK Celje pripravljala španski steak. Zdravo, jaz sem Jakob Novak. Kaj bova v bistvu pripravljala, Iztok? Naredila bova en tak steak, ko bi nekako pasal v kontekst skupine, v kateri se naša reprezentanca nahaja med tem prvenstvom. S tem namenom sem zbral enega španskega ribaja. To je od pasme Rubija, prihaja pa iz španske Galicije, tako da to bo španski del te naše skupine. Pripravljal se bo steak na svinjski masti, to bo za slovenski del, ker pač naša kulinarična tradicija nekako veleva, da jedi kuhamo s to obliko maščobe. Za italijanski del imam zraven malo olivnega olja za kasneje, pa eno tole fino vino, masi iz grozdja Amarone, reče to iz italijanske penečije, tako da nekako paše zraven. Se pravi, to ko bomo pekla meso, bomo pa na koncu pripravila še eno tako hitro prilogo. Čehi baje radi uporabljajo kumno pri kuhanju, sploh v kombinaciji s kruhom. Tako da bomo popekla tale drožast kruh v tej ponvi, kjer se je prej meso peklo, tako da se bo lepo navzelo vseh teh okusov in ga bomo pol samo pač enostavno posulo skumno za ta okus. Tako da ne vem, najbolj, da se kar lotimo zadeve. Če želiš, lahko narežeš mi češnjice in bo čas pripravo po. Sam pazi, naš je full oster. Ok. A ste umiti? Jaz sem jih umil prej, tako da so primerni že za delavo. Pa je dorabo, vse? Tule nas je enih par, tako da najbolj, da kar vse narežeš, ostane po nič. Kot jih pa narežem na pol, Sam prepolov jih, Čas se vzeti to, ne? Mi v Piskaru steake vedno pripravljamo na odprtem ognju, tako da dobijo še malo okusa po dimu pa po tem. Ampak lahko se tudi takole na ponvi pripravljajo. V bistvu na tak način še lepše karamelizirajo, pa bolje obvladljiva situacija, ker za pečanje na odprtem ognju rabiš imeti neki izkušenj, da dobiš občutek za temperature pa tak naprej. Za dober steak tako ne rabiš veliko stvari. Rabiš samo dober steak v bistvu. Ja, dobro meso v bistvu. Pa sol. In potem je najboljše, da čim manj kompliciraš z vsem skupaj. Zelo priročna stvar je en takle termometer, da ugotoviš tisto temperaturo, do katerega želiš speči in potem je to. Samo soljenje, ne vem, ljudje velikokrat solijo meso prej, ampak je veliko boljše, če se meso soli na koncu, pač sol namreč potegne to vlago ven iz mesa, zato je veliko težje doseči karamelizacijo. Je boljše, da se pač na koncu posuje, pa se še lahko igraš malo z onimi stvarmi iz interneta. Zdaj pač tale kos mesa ima kar konkretno plast maščobe, tudi še je mesa pustil gor, iz tega razloga je pač pametno, da pač se najprej ta maščoba malo izcedi in se bo pa še v njej peklo vse skupaj. Dávamo zraven še par strokov tega česna, dodal še malo dodatnega okusa, pa videla bomo, da se
pač govedina pač itak so beljakovine, ko jih športniki potrebujete, ampak je še veliko več od tega, ne. Vsebuje namreč cel kup nekih mikrohranil, vitaminov, mineralov, ne vem kako vse. Nekatere stvari jih lahko sam iz mesa zaužiš sploh, iz prehranskih dodatkov, mislim iz rastlinske hrane ne moreš dobiti, tako B12 pa cela maščobne kisline. Tudi absorbirajo se veliko bolje v telo, če se zaužijejo iz živalske hrane. Ja, predvsem pa gre za okus, ne, pač steak je taka stvar, ko si jo privoščiš v posebnih priložnostih. Se pravi, okej, tole olje se je že kar v redu zagrelo. Ima najprej enega spekla, pa še drugega. Tako zdaj je boljš, da je v bistvu temperatura še malo nižja, da se bo ta maščoba lepo počasi pocejala ven. Olje se bo zdaj navzelo, tudi malo, mislim, ta svinjska mast se bo navzela malo okusa po česnu. Pa ga pa zakurila do konca, na hit popekla na vsaki strani, malo zmerila. Sreče nastala, no? Nekateri imajo radi stejke pripravljene na tak način, da se samo enkrat obrnejo, drugi zagovarjajo, da je boljše malo znižati temperaturo, pa ga večkrat obračati. To se tudi vsak po svojem navadi. Meni je boljše ga večkrat obrnati, ker na tak način imam bolj pregled nad dogajanjem na drugi strani, da vidim, kako vse skupaj poteka. Tako da bomo pa razmerila, da vidimo, kako smo prvi. Na koliko staviš kjer temperaturo? Jaz mislim, da je tam malo čez 50, ne? Ne, ni še. Ne. Zunaj se je že zapeklo, samo ga bomo mogla še malo vrniti. Zdajle bo rečemo blue, to je stopna blue, to je še ena nižja od rare. Ja, cunanje se je že lepo zapeklo, noter pa je še čisto surovo meso. Še malo vrnila nazaj. Zelo pomembno je v bistvu pri pripravi mesa, da ga pustiš malo na samni temperaturi, da ne daš ful mrzlega iz hladilnika ven, ker se zunanje zapeče, notranjost pa več časa potrebuje, da pride do želene središčne temperature. Ja, ravno tako pa je potem pomembno, da ga pustiš počivati. Neko tako pravilo Pavca veleva, da pol toliko časa, ko se meso peče, se potem pusti počivati, da se sokovi prerasporedijo nazaj. Pa da se pač, ker s tem, ko ga izpostaviš taki visoki temperaturi, ga šokiraš in se mora malo umiriti, pride potem veliko bolj sočno pa mehko meso. Tako, tole imamo drožast kruh, malo ga bomo sam nakapala z olivnim oljem. V bistvu na hitrico popekla. Če hočeš lahko speči, zmeriš temperaturo stejka še, večjih različnih mestih, probo ga tako do sredine noter zapičiti, da boš videl, če smo to zadela, da smo ga prepekla, ali še surovi noter. Pri kateri temperaturi se bo ustavil, mogel bi se tam okrog 50. Itak še potem narašča malo, ko takle se še naprej peče par minut. Ja, 51, to je zadev si? Ja, tako da če ga ustaviš pri 50, še potem probi ga še z druge strani dati. Vidim, če smo ga z teh strani zadela. Potem, ko ga narežeš, ga moraš rezati proti vlaknam, če vidiš tako vlakna potekajo in je pametno meso narezati prečno nanje, potem, ko to grizeš, imaš manj težav z žvečenjem, ker če bi ga narezal tako, pa bi to probal z zobmi narazen trgati, bi tudi meso delovalo žilavo. Včasih... Kaj to maščo pustiš gor ali? Ja, ta maščoba pač je ful dobra. Ta maščoba v bistvu namesto omake pri tem stejku. Ker pri suho zorjenem mesu
tudi maščoba oplemeniti svoj okus. Recimo te stejki, ko smo se prej pogovarjali, kaj naredi dober stejk, je zelo pomembno, da so suho zorjeni, ker pač imaš dve metode zorjenja, lahko imaš čisto sveže meso, zeleno, direkt iz mesnice, tisto je zelo žilavo, brez okusa, ga je potrebno zoriti, da pač ti encimi malo razgradijo vse skupaj, da postane pač bolj mehko. Imaš pa pač dve metode zorjenja, eno je suho zorjenje, drugo pa je mokro. To ima pazi, ko ga nagiba v eno stran, da je v hitro spadal. Malo kar okej. Ja. Zvoki so že zapravljeni. Ja. Te se ga podretuje sem. Ja. Pa da bude lep rer. Ščoloma si zmobila, da ne bo premasno. Ti to kaj znižamo? Ne, kar tak pustko je. Da sem pazi, ko bo manj šprical verjetno. To se bo kar stavlja tale. Naslikaj verjetno. Tako to bo je 1, 2, 3. Tudi paradižnik je bolj, da se lepo počas peče, da imajo te sladkorje čas lepo karamelizirati, pa se lepo speče, tako da se malo tla reza in počas ko bo tole. Popekam, malo tole že posolimo. Solnim cvetom od piranskih solin. Čakaj, To je ti boš pa svojega tale že naredil, počil. mojega naredil. Ne, ta je tvoj. Ok, zdaj je moj. Brez skrbi. On je tvoja odgovornost. Dobro. Tak, zdaj pa bomo, ja, tako da bomo slobodimo. Evo, pa je kar lep medium noter rata, ne? Zelo lep, ja. In to je ta maščoba, zraven namesto omake, tudi pač boš videl, kako bo slastno. Eto, znam za besedo, no? Ne, ker ljudje se vedno branijo maščobe, ker, ne vem, je škodljiva, pa ne vem ko. Ja, pa se drugače ne bi, no, samo veš, moramo paziti linijo, sem to moram. Ja, ja. Pri stejkih ne gre samo za nutricionistiko, gre predvsem za okus. Tako smo rekli, da si ga prvo vošiš samo v posebnih priložnostih, takrat pač ne gledaš na to, da dobiš dosti vitaminov pa vsega. Ja. In zdaj, v bistvu na tej stopni ga jaz najraj posodim, ko je lepo pečen, učit. Popraš. Tako bomo naredili nekaj takih kanapejev. Če hočeš lahko enega od tega, ko je viška, ukradeš, pa poskušiš, da vidiš, če je za javnost, ja. Enega takega vzem z dosti maščobe. Bo? Dobro si naredil. Pa na koncu pa sem še malo posolila, poprala, malo do olivnega olja, nikoli ne škodi. Ja, dobrodošli v Celju na Evropskem prvenstvu pod 21 let. Slovenci bomo prvi, to je takiraš. Celju smo zelo ponosni, da lahko gostimo Evropsko nogometno prvenstvo do 21. No, to je to za tokratno epizodo od Celje Kruha. Ta čas, ko Jakub servira svoj stejk, vas jaz vse vabim na ogled tekem. Povabil bi vas tudi na večerjo v Stari Piskar, ampak ker to zaenkrat ne gre, ste vabili samo na take away. Ja, vidimo se naslednjič. Celje.